Timi, Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In pred nami je nov risarski podvig. Danes vas naučim narisati metulja. Imate list papirja, na katerega boste risali, imate barvice oziroma flomastre, imate. Če imate vse, kar potrebujemo za risanje, potem začnimo. Tako kot vedno nam bo tudi to pot v pomoč knjiga Čivčav z napotki. In sicer, jaz si vedno označim z listkom, zato ker je tukaj ogromno napotkov in da ne brskam in iščem, sem si dala listek do napotkov, kako narisati metulja. Danes bom risala s flomastri, radovedna sem, kaj ste si vi izbrali za risanje? So to barvice, flomastri, morda celo vodene barvice ali pa voščenke. No, kakorkoli, jaz rišem danes z flomastri. Takole, a gremo kar na napotek številka 1? No, pa pejmo. Metuljčku bomo najprej narisali glavo in sicer v obliki kroga. Pa si bom izbrala modro barvo, da bom narisala metuljevo glavo. Tako. Vam je uspelo? Imate že krog, lahko grem na napotek številka 2. Lahko, dobro. No pa pejmo. Na napotek številka 2, kjer naš metuljček dobi 2 očesi in usta. No pa dajmo. Tudi oči narišemo v obliki 2 manjših krogov, ki jih lahko pobarvate. Tako. In usta v obliki polkroga. Odlično. Gremo lahko naprej. Jaz bom zdaj zamenjala barvo in sicer bom vzela rdečo in bom metulju z rdečo barvo narisala tipalki. Tipalki se pravi eno tipalko na eni strani in drugo tipalko na drugi strani. Pa bom spet zamenjala barvo, zato ker bi rada, da ima metulj vijoličen trup. Okej? Se pravi, napotek številka 4 nam pravi, da narišemo metulju trup. Takole, mečkam bomo maknila knjigico. In bomo metulju narisali trup. Tako. Vam je uspelo? Gremo lahko naprej? Lahko. Napotek številka 5. Metulju bomo narisali krila. Takole. No, pa gremo najprej na eno stran. Moja krila bodo zelene barve. Tako, pa bomo narisali najprej eno krilo na eni strani in še drugo krilo na drugi strani. Vam je uspelo? V obe krili bomo narisali tudi krog. Se pravi, en krog na tejle strani in en krog na tejle strani. Če želite, lahko rišete tudi z ravnilom, tako bodo krogi nekoliko bolj pravilnih oblik, kot so moji, ampak jaz nisem obremenjena s tem, kako pravilno je narisano, ampak da uživam med tem, ko ustvarjam. In zaenkrat se mi zdi, da mi gre odlično. Gremo naprej na napotek številka 6. Temle 2 velikima krogoma bomo dodali še 2 manjša, takole, in spodnji 2 krili bomo metulju še dorisali. No pa dajmo. Se pravi, še 2 manjša kroga, takole in dorišemo še spodnje krilo in še na moji desni strani. Tako, gremo pogledati naprej. Še 4 krogce bomo narisali v metuljeva krila. Pa si izberite, jaz bom izbrala rumeno barvo. Jaz si želim, da je moj metuljček čim bolj pisan. Pa narišemo
tukajle en krog, pa tukajle še en krog, pa tukajle narišemo še en krog, pa še enega. Zelo dobro in mislim, da počasi prihajamo k koncu. Se pravi, napotek številka 8, vse, kar moramo še narediti, je, da na trup metulja narišemo ti dve črti. No, pa dajmo. Pa si bom jaz izbrala rumeno spet, rumeno barvo, da bom metulju narisala še dve črti. Takole. Moj metulj je res pisan, ampak mi je zelo všeč. Kako uspešni ste bili vi? Vam je uspelo narisati metulja skupaj z menoj? Je, nekaterim ni. Vsem tistim, ki vam ni uspelo narisati metulja na podoben način, kot sem ga sama narisala, dajte prevrteti video še enkrat na začetek, pa poskusite znova. Kajti, vaja dela mojstra, mojster pa vajo. Večkrat, kot ga boste narisali, lažje in bolje vam bo šlo. Tako, hvala Čivčav za napotke, hvala vam za družbo, za konec le še objem, poljubček in pa do prihodnjič! Živjo! Danes bom z vami Urška s plesalci športnega društva Pike. Skupaj vas bomo naučili čapljo za Timi Kids, tako da kar začnimo. Najprej damo roke naprej in potem jih peljemo narazen. Potem se pa lepo počasi spustimo dol. Nato naredimo 2 koraka v stran, z rokami pa gremo gor, dol, gor, dol. Zdaj naredimo 2 koraka v drugo smer in damo roko nad oči. Hop in hop. Potem pa naredimo velik korak naprej, se spustimo dol, velik korak nazaj, se spustimo dol, se dvignemo gor in damo roke na svoje srce. Tako, pa ponovimo od začetka in gremo naprej in v stran in dol. Pa v stran in nazaj. Pa velik korak naprej, dol, velik korak nazaj, dol, okrog in z rokami na srce. Ok, še enkrat ponovimo in gremo malo hitrejše. 1, 2, 3, 4 in dol. 5, 6, 7, 8 v stran. 1, 2, 3, 4, pa nazaj. 5, 6, 7, 8. Gremo naprej. 1, 2, 3, 4, nazaj. 5, 6, 7, 8 okrog. 1, 2, 3, 4 in na srce. 5, 6, 7, 8. Ok, pa gremo naprej. Naredimo 2 koraka v drugo smer in gremo. 1, 2, 3, 4, pa nazaj. 5, 6, 7, 8. Zdaj pa gremo z boki v stran in v drugo stran, pa še 2krat pomigamo. Hop, hop, potem pa 2krat skočimo kot žabica. Hop in hop. Še enkrat ponovimo. 2 koraka v stran. 1, 2, 3, 4, pa v drugo smer. 5, 6, 7, 8 in gremo z boki v eno smer, v drugo, pomigamo in skačemo. Hop, hop. Ok, pa ponovimo še enkrat od začetka in gremo. Naprej, 2, 3, 4 in dol. 5, 6, 7 pa v stran. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 in gremo naprej in dol, nazaj in dol, okrog, 2, 3, 4 na srce in gremo v drugo smer. 1, 2, 3, 4 v stran, 5, 6, 7 in gremo z boki, 2, 3, 4 skačemo, 5, 6, 7, 8. Odlično, gremo zdaj naprej, spet naredimo velik korak naprej, se spustimo dol, velik korak nazaj, se spustimo dol, gremo okrog z rokami in potem požmigamo. Tako, še enkrat ponovimo, gremo naprej in dol, nazaj in dol, se dvignemo, gremo okrog in požmigamo. Tako, zdaj pa lahko do tukaj ponovimo od začetka in gremo. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 in dol, 5, 6, 7, 8 v stran, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, naprej, 2, 3, 4, nazaj, 2, 3, 4, okrog, 2, 3, 4, na srce in v drugo smer. 1, 2, 3, 4, nazaj, 2, 3, 4, pomigamo, 3, 4, skačemo kot žabica, naredimo korak naprej in dol, nazaj in dol, okrog in požmigamo. Odlično, gremo zdaj naprej, spet se spremenimo v žabice in gremo z boki. V stran, 2, 3, 4 in skačemo. 5, 6, 7, 8. Potem pa stopimo skupaj, dihnemo roko v zrak, se primemo za nos, skočimo v vodo in se potopimo. In potem spet stopimo naprej in dol, nazaj in dol. Gremo okrog, potem pa prekrižamo roke, potapkamo z nogo in na koncu pomežiknemo. No, pa še enkrat ponovimo zadnji del, spet se spremenimo v žabice in gremo z boki v stran. 1, 2, 3, 4, skočimo, 5, 6, 7, 8, gremo skupaj, 2, 3, 4, skočimo, 5, 6, 7, 8, stopimo naprej, na dol, nazaj, dol, gremo okrog, 2, 3, 4, potapkamo z nogo, 5, 6 in pomežiknemo, 7, 8. Evo, super, zdaj pa gremo od začetka do konca in ker gremo 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, dol, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gremo naprej in dol, nazaj in dol, okrog, 2, 3, 4 na srce in gor in spet v stran in v drugo smer. Se spremenimo v žabice. 1, 2, 3, 4, skačemo, 5, 6, 7, 8, skočimo naprej in dol, nazaj in dol. Gremo okrog in pomigamo z rokami in gremo spet z boki v stran. 2, 3, 4, skočimo, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, skočimo in se potopimo. Stopimo naprej in dol, nazaj in dol. Gremo okrog, prekrižamo roke in pomežiknemo. Super, evo, zdaj pa gremo lahko po glasbi. In gremo hop, v stran in dol, pa v stran, hop, nazaj in gremo naprej, nazaj, okrog in na srce, pa v drugo smer. Spremenimo v žabice in skačemo. Stopimo naprej, nazaj, okrog in požmigamo. In se spremenimo spet
Hitro, žabice. Skačemo. Mi pa skočimo v vodo. Hop. Skočiš. In greš naprej. Nazaj. Krog. In pomežikneš. Lepo se imejte in še pozdrav. TV Kids. Na robu mlake čisto mirno, čaplja čaka in preži. Kaj bo danes za večerjo, kaj želoček si želi? Na to opazi tam na kamnu, sončijo se žabce tri. Dober večer, otroci. Danes se sprašujemo, kje si bo Ana umila roke. Le kje? Preberimo pravljico in poiščimo odgovor. Kje si bo Ana umila roke? Ana, zajtrk! Je lepega nedeljskega jutra nekaj zmotilo našo junakinjo pri spanju, medtem ko je iz kuhinje zadišalo. Klicala je mamica. Dišale pa so pravkar pečene palačinke. Ana je pritekla v kuhinjo, se usedla na stol za mizo in bingljajoč z nogami čakala na dobrote. Kaj pa roke? Si jih umila? Jo je vprašala mamica. Ne, mami, nisem. Ne vem, kje naj si jih umijem, ji je hudomušno odvrnila Ana. Kje pa si jih ponavadi umivaš, Ana? Jo je vprašala mamica. V morju, ji je med smehom odgovorila Ana. Lahko poskusiš, ji je odvrnila mamica. Dolgčas ti ne bo, gledala boš jadrnice, kako lovijo veter v svoja jadra, pa galebe, kako lovijo veter v svoja krila. In če boš nosila kapo, bo morda tudi ona ujela veter in odjadrala kitu na glavo. Videla pa boš tudi, kako zaide sonce, saj je morje daleč in boš tja prispela šele zvečer. In če se boš takoj odpravila nazaj, boš doma že jutri za zajtrk. Ampak jaz sem že zdaj lačna, je protestirala Ana. Kaj pa, če si jih umijem v reki? Lahko poskusiš, reka teče sama od sebe, mogoče ti sploh ne bo treba drgniti rok. Namesto mila boš uporabila drobni pesek, če pa imaš za nohti umazanijo, bo priplavala velika ščuka in ti jih očistila s krtačo. Če boš imela srečo, bo pihal tudi veter in ti posušil roke. Reka je dosti bližje kot morje. Verjetno boš nazaj že do večerje, je rekla mamica. Ampak mamica, meni že želodček kruli, je zacvilila Ana v duetu s svojim neučakanim želodcem. Kaj pa, če grem samo do potoka in si tam umijem roke? Lahko poskusiš, ji je odgovorila mamica. Všeč ti bo žuborenje potočka, ko si boš v njegovi bistri vodi umivala roke. Brkati stric, potočni rak bo prišel mimo in si v brk mrmral pesmico Ob bistrem potočku je mlin, cin, cin. Privzdignil bo svoj cilinder in te uglajeno pozdravil. Male ribice bodo švigale mimo in preverile, ali imaš za nohti kaj črnega. Ptički bodo prepevali z bližnjih vej in ko boš zaslišala ropotati še leseni mlinček, ki so ga tam pozabili otroci, boš skoraj pozabila, zakaj si prišla. Potoček je v bližnjem gozdu, bližnji gozd pa je bližje od morja in bližje kot reka. Če boš pohitela, boš nazaj že do kosila. Ampak jaz bi že zdaj jedla, se ni dala Ana. Kaj pa, če si jih umijem v mlaki?
Lahko poskusiš, je rekla mamica. V mlaki ti bodo žabe veselo pesem zapele. V ritmu rega kvak si boš rokice prala. Na lokvanjev list boš stopila in stric kačji pastir ti bo prinesel brisačo. Lahko boš s štorkljo poklepetala, ko bo prišla obiskat žabe. Dolgčas bo, ker se ji vedno vse poskrijejo. Mlaka je blizu, bližje kot morje in bližje kot reka in bližje kot potoček. Nazaj boš najbrž že do malice. Mamica, jo je resno pogledala Ana, uprla roke v bok in ji razložila. Ko bom velika, bom šla najprej do mlake, s štorkljo poklepetat in žabe pozdravit. Potem do potočka se z mlinčkom igrat in z rakom pesmice prepevat. Šla bom tudi do reke, s čuki bom vzela krtačo in si sama očistila nohte. Nazadnje bom šla še na morje, imela bom svojo jadrnico, lovila bom veter v jadra in še tebe bom peljala z njo. A zdaj sem še majhna in lačna in palačinke zelo lepo dišijo. Mislim, da imamo v kopalnici umivalnik, tam sta Pipa in Milo in če pohitim, bom nazaj še preden boš na mizo postavila prvo palačinko, se je zasmejala Ana in stekla proti kopalnici. Kaj pa vi? Si umijete rokice, preden sedete k mizi? Seveda si jih, kaj pa sprašujem? No, zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Timmy, Kids TV. Dan, dober dan. Jaz sem tu, ti si tam. Le kdo jih ne pozna, divjini so doma, čudne imena imajo, ki jezike zaklesajo. Jaz poznam vse, velike in male, dinozavrčke, najmočnejše med vsemi. Tiranozaver bil s strašnimi zobmi, ostale je strašil. Užugaj imamo vsi, ti. Dolg ima kot most, že je skoraj do neba. Diplodok mu je ime, zelene liste se pa je. Če prijatelji bi bili po njemu tako, kot po toboganu spuščali, je morski velikan, rupar zelo poznan, z ribami se hrani, 4 plavuti ima ob strani. Predstavljamo si vsi pleziozaura, ki plavati nas uči. Ga krasen. Rep krasi, a ni zale okras. Pred drugimi se brani, v klepu stoji ob strani. Le kdo bi upal si ankilozauru pot prekrižati? Radi Jih imamo, čeprav jih z nami ni. Dinozavrčki so srečni, da jih mi smo pozabili. Namaste. Objem, poljubček, pa. Do prihodnjič. Le kdo jih ne pozna, v divjini so doma. Čudna imena imajo, nam jezike zafacljajo. Jaz poznam vse, velike in male, dinozavrčke. Najmočnejši med vsemi je tiranozaver bil, s strašnimi zobmi, ostale je strašil. Požugaj imamo vsi, ti. Vrat kot most ima, on sega skoraj do neba. Diplodok mu je ime, zelene liste vse poje.
če prijatelji bi bili, po njem bi se tako, kot po toboganu spuščali. Ga krasen rep krasi, a ni le za okras, pred drugimi se brani, mu oklep stoji ob strani, le kdo bi upal si ankilozavru pot prekrižati. Je morski velikan, ropar zelo poznan, z ribami se hrani, 4 plavuti ima po mami. Predstavljajmo si vsi pleziozaura, ki uči nas plavati. Radi jih imamo, čeprav jih z nami ni, dinozavrčki so srečni, da jih mi nismo pozabili. Dan, dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In pred nami je nova pravljica. Tokrat vam preberem pravljico z naslovom Foxy in športni duh. Ampak, preden začnem z branjem, bi vam rada predstavila lisjaka Foxyja. No, predvsem tistim, ki ga še ne poznate. Prepričana sem namreč, da nekateri otroci že veste, kdo je lisjak Foxy. Vsi tisti, ki še ne veste, pa mi dovolite, da vam preberem. Tule na koncu knjige je tako lepo opisan tale naš novi prijatelj. Dober dan in dobrodošel na Timmy Kids TV. Te lahko predstavim otrokom? Lahko? Pravi, da seveda in z veseljem. No pa poglejmo, kdo je lisjak Foxy. Lisjak Foxy je maskota Olimpijskega komiteja Slovenije. Je močan in pogumen, odločen in hraber. Rad ima gibanje, naravo, vztrajnost, odločnost, pogum, potrpežljivost, prijateljstvo, sodelovanje. Wow, kakšne čudovite lastnosti poseduje ta naš novi prijatelj. Zdaj pa mene, otroci, nekaj zanima. No, naj dvigne roko tisti, ki je močan in pogumen. Kar nekaj vas je takih. Dobro, kdo med nami je odločen in hraber? Seveda, odločni in hrabri, kako pa drugače. Kdo ima rad gibanje, naravo, vztrajnost, odločnost, pogum, potrpežljivost, prijateljstvo in sodelovanje? No kdo? Vsi mi, kaj ne? Lisjak Foxy, jaz mislim, da se bomo mi res dobro razumeli. Najboljši prijatelji bomo. Otroci, jaz in ti. Si za? Kaj praviš? Da si za? Krasno! Lisjak Foxy je za, tako da smo v našo družbo sprejeli čisto novega prijatelja. Ok, gremo naprej. Je zelo dober športnik in prijatelj vseh, ki imajo šport radi. Še ena krasna lastnost. Obožuje prav vse športe in jih tudi zelo dobro pozna. Kaj je res? Obožuješ vse športe in jih zelo dobro poznaš? Bomo kaj več o tem izvedeli tudi v knjigi? Bomo? Ste slišali, otroci? Lisjak Foxy zelo dobro pozna športe in o njih nam bo kaj več povedal v knjigi, ki vam jo preberem. Foxy in športni duh. No, pa začnimo. Jaz sem že čisto radovedna. Kaj pa vi, otroci? Tudi? Lisjak Foxy, ti boš tule sedel in nam delal družbo. Če bomo imeli kakšno vprašanje, nam boš nanj tudi odgovoril, kaj ne? Boš, a ne? Bo, pravi, da bo. No, pa začnimo z branjem. Takole, najprej bom mečkam prelistala, da pridem do prve strani, na kateri se pravljica o Foxyju začne. Bilo je čudovito zimsko jutro. Foxy je po jutranji telovadbi in krepkem zdravem zajtrku preudarjal, česa bi se lotil ta dan. Tačka, lisjačka, dan je prelep, da bi lenaril. Foxy namreč ni bil takšne vrste lisjak, ki bi kar sedel križem rok. Potreboval je gibanje, kot zrak in vodo. Košati rep se mu je kar povesil, če je bil predolgo pri miru. Nič, kar na sprehod se odpravim, si je rekel. Po zimi se je rad sprehajal po dolini, saj so se zasneženi okoliški hribčki svetlikali v soncu srebrno, a malo tudi zlato in bronasto.
Lesk zlata, srebra in brona pa je v Lisjakovem športnem srcu vzbudil čisto posebna občutja. Še en razlog je imel, zakaj se je to jutro odločil za sprehod. Vedel je, da se živali iz doline pripravljajo na največje zimsko živalsko športno tekmovanje. Pridno so trenirale, se trudile, gnale in vadile v izbranih športnih disciplinah. Prav zanimalo ga je, kako jim gre. Ko je stopil čez prag in pogledal po vsej dolini, se je od sreče zasmejal. Kako živahen dan! Na strmih pobočjih so med količki zavijali alpski smučarji. Ob njih so se stotinkami borili deskarji, nedaleč stran pa so svoje vragolije uganjali akrobatski smučarji. Na nekoliko položnejšem terenu je razločil tekače na smučeh in biatlonce s puško čez ramo. V daljavi se je visoko dvigala smučarska skakalnica. Že ob pogledu na skakalca na vrhu se mu je zvrtelo v glavi, da je moral z repom uloviti ravnotežje. Vedel je, da se za skakalnico skrivata še steza za bob in sankališče. Pogledal je še v drugo smer, proti velikim dvoranam, kjer so igrali hokej na ledu in curling. Tam so zavzeto trenirali tudi hitrostni in umetnostni drsalci. Ker brez drsalk je poskušal narediti nizko pirueto, a je skoraj pristal v snegu. Odločil se je, da jo bo najprej mahnil do smučišča. Ko je prišel že čisto blizu, se je z vrha pobočja ravno odrinil zajček. Švigal je med količki urno kot zajec. Vsaj tako je bilo videti. Toda ko je prismučal skozi cilj in se ozrl na zaslon z rezultatom, ni bil niti malo zadovoljen. Snel je smuči in jih besno zalučal v sneg. Zamahnil je s palicami, da je veverici, ki je ravno smučala mimo, skoraj iztaknil oko. Foxy je zaprepadeno zamomljal. Tačka, lisjačka, kaj pa tega muči? Zajec ga je nasršeno pogledal. Kaj buliš? Ne grem se več, dovolj imam, to je goljufija, ni pošteno. Časa preprosto ne merijo prav. Prepričan sem, čisto prepričan sem, da sem smučal hitreje kot jazbec. Ampak ne, jazbec je hitrejši, jazbec je favorit. Kje pa je kdo že kdaj videl, da bi bil jazbec hitrejši od zajca? Že vem, kaj bom. Po noči mu bom smučke na skrivaj smolo premazal. To bom, potem bo pa videl. Vsi bodo videli, kdo je najhitrejši. Ampak zajček, jazbec trenira od zore do mraka. Ko sije sonce ali sneži, vedno da vse od sebe. Sploh pa mu ne moreš kar premazati smuči s smolo. Kje je vendar tvoj športni duh? Zajec je obstal kot vkopan in se začel sumničavo ozirati čez ramo. Duh? Kakšen duh? Niti ne duhac, ampak kar duh. Kaj ve lisjak o tem duhu? Je to lisiči ali zajči duh? Je že blizu? Prihaja naden? Kar videl ga je, kako pri slalomskih vratcih preži nanj, kako mu sede zadaj na smučke, da ne gredo več nikamor, stotinke pa tečejo. Grabi ga za palice in odpira smučarske čevlje. O ne, nič ga ne bo čakal, tega duhca ali duha, kar poduhal jo bo. In jo tudi je. Foxy je debelo gledal in si še enkrat zamomljal. Tačka, lisjačka. Ter jo odmahal naprej. Kmalu je prišel do tekaške proge, kjer so 4 kune ravno tekle na smučeh, in to štafeto. Malce je postal in jih opazoval. Odlično jim je šlo. O, kako so se trudile. Ni mogel spregledati, kako zelo se trudijo, vztrajno in odločno. Vse so dale od sebe. Na koncu so še prijazno bodrile članico ekipe, ki je v hudem žaru, da bi pripomogla k skupnemu uspehu, nekoliko zgrešila smer. Nič hudega, so jo spodbujale. Drugič bo bolje. Ekipa smo. Vse za eno, ena za vse. Lisjaček ni mogel biti tiho. Bravo, kune, to pa je športni duh, je zaklical. Toda
Tudi kune so se na lepem začele vesti sila čudno. Plašno so se spogledovale in si nekaj vznemirjeno šepetale. Predaleč je bil, da bi slišal, kaj govorijo, vmes pa je le kaj ujel. Duh, strašen, velike oči, smolo bo prinesel, progo bo speljal v napačno smer, kar gremo. Foxy je vedel, da so kune bolj plašne živali in da nemara še niso vajene navijačev, toda hitrost, s katero so jo odkurile, je presenetila celo njega. Tačka, lisjačka, saj sem jih vendar pohvalil. Skomignil je z rameni in jo ubral proti smučarski skakalnici. Pod njo se je nabralo lepo število gledalcev. Že od daleč je slišal ploskanje in glasno vzklikanje. Odločil se je, da se bo pomešal med množico. V živo spremljati športni nastop in navijati za tekmovalce je res nekaj posebnega. Toda, ko se je po zaletišču spustil medved, odskočil in doskočil, Foxy ni mogel verjeti ušesom. Mogoče to res ni bil eden medvedovih najdaljših skokov in tudi slog ni bil ravno popoln, toda kaj vse je zdaj Foxy poleg glasnega žvižganja ujel med gledalci? To ni za nikamor! Buu! Medo, za nič si! Še moja stara mama skoči dlje! Medved, pojdi raje preganjat čebele! Tačka, lisjačka! Foxyja je popadla huda jeza. Redko je povzdignil glas, toda tokrat ni mogel drugače. Kakšni navijači pa ste? Tekmovalce je treba spodbujati in jim stati ob strani. Ne le, ko dosegajo vrhunske rezultate, tudi takrat, ko jim ne gre najbolje. To ni športno navijanje, to še zdaleč ni športni duh. Povem vam, kaj je športni duh. Foxy je premolknil, da bi zbral misli in čim bolje opisal športnega duha. Ko je hotel nadaljevati, je opazil, da okrog njega ni več nikogar. Gledalci so hiteli na vse strani, eni so hitro hodili, drugi so tekli, prav počasi ni hodil nihče. Tačka, lisjačka, če to ni en čuden dan! Foxy je sila debelo gledal, sploh ni vedel, kaj se dogaja. Se je kaj takšnega zgodilo? Res, da jih je malce okrcal, ampak tako hudo pa spet ne. Odločil se je, da bo najbolje, če se odpravi domov. Ko je nad dolino legala zvezdnata noč, je Foxy sedel na gugalniku pred kaminom in premleval nenavadno dogajanje tega dne. Da so se čudno vedli zajček in kune, bi še razumel. Navsezadnje jih je le čakalo najpomembnejše športno živalsko tekmovanje in so, razumljivo, malce na trnih. Ampak zakaj so se razbežali gledalci pod skakalnico? Ko je tako tuhtal, je pred hišo zaslišal glasove. Veliko glasov. Vse mogoče živalske govorice. Odprl je vrata in stopil na prag. Od presenečenja je obstal kot ukopan. Pred hišo so se zbrali skoraj vsi prebivalci doline. Nekaj športnikov je bilo še v popolni športni opremi. Dregali so se s komolci, v zadregi upirali pogled v tla ali očitajoče bolščali naravnost vanj. Potem je preden stopila sama županja, gospa Sova. Foxy, prišli smo k tebi po informacije. Po dolini straši duh in ti si tisti, ki očitno nekaj ve o tem. Nekakšen športni duh. Kakšen je? Kje živi? Predvsem pa, kaj hoče od nas? V tej dolini ne bomo živeli v strahu. Povej vse po resnici in pravici. Tačka, lisjačka, športni duh? Foxyju je kar vrelo v glavi. Športni duh in da bi zaradi njega živeli v strahu? O čem govorijo? V hipu mu je postalo vse jasno. Pomirite se, dragi prijatelji, športniki, prebivalci doline. Športni duh vendar ni duh, ki straši. To je moč, ki jo čutimo v sebi, da v športu vztrajno, odločno in včasih malce trmasto treniramo. Da vedno damo vse od sebe, da smo pošteni do sotekmovalcev, da vemo, da je kdaj pomembno le sodelovati, ne vedno le zmagati. Da športno navijamo, ko gre našim dobro ali slabo. To je športni duh.
Ga lahko vidimo? Ne. Ga lahko slišimo? Seveda. Vsi tukaj zbrani položite desnico na levo stran prstnega koša. Slišite? Tudum, tudum, tudum. Tukaj se skriva športni duh v srcu. Samo prisluhniti mu je treba. In če mu prisluhnemo, nas žene hitreje, višje in močneje. Zbrana druščina je zavzeto poslušala, malce zardevala, malce prikimavala in se počasi razšla. Tisto noč so vse živali v dolini mirno spale. Niso jih preganjali ne duhci in ne duhovi. Športni duh pa jim je v sanje pošiljal same lepe podobe. Eni so sanjali o lesku brona, srebra in zlata. Drugi so se še v sanjah veselili, ker se jim je sploh uspelo uvrstiti na največje živalsko športno tekmovanje. Tretji pa so pokali od ponosa, ker so zastave navijačev iz doline vihrale le zanje. O, wow, kako čudovita knjiga, s še bolj krasnim sporočilom za vse nas. Kaj je torej pomembno? Pomembno je sodelovati in ne nujno zmagati. In veste, kaj vam povem? To velja za čisto vse stvari v življenju, ki jih boste počeli. Počnite jih z vnemo, z odločnostjo in z veliko poguma. V vsakem primeru se boste ogromno naučili. Tudi če samo sodelujete in ne zmagate čisto vsakič. Ja, vam povem, veliko novega se boste naučili, spoznali nove ljudi, nove prijatelje. Ja, vam povem, izkušnje so tiste, ki so najbolj pomembne v našem življenju. To si velja zapomniti. Lisjak Foxy, hvaležni smo ti za tole pravljico, za veliko novega znanja. Najbolj hvaležni pa smo, ker smo dobili novega prijatelja. Drži, otroci, Lisjak Foxy in jaz se bova počasi poslovila. Kaj mi naredimo na koncu? Kako naredimo? Takole. Objem, no dej, objem, poljubček, poljubček in papa do prihodnič. Papa do prihodnič. Dan, dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dobrodošli v knjižni kotiček. Danes imam misijo, da vam predstavim čisto vse plišaste prijatelje. Zanimalo me bo, koliko izmed teh živali, ki jih imam tule, že poznate. Veste kaj, nič hudega, če kakšne ne poznate. Zato sem jaz tu, da vas naučim tistih stvari, ki jih še ne veste. In če sem čisto iskrena, tudi jaz včasih ne vem vsega. Ampak, kar se mi zdi zelo pomembno, je to, da vem, kje poiskati informacije o stvareh, ki me zanimajo. In običajno so to moje prijateljice, knjige. Modrec je enkrat rekel, da zagotovo ne obstaja vprašanje, na katerega ne bi mogli najti odgovor v kakšni izmed knjig. In jaz se z njim strinjam, zato imam tako zelo rada knjige, ker ko česa ne vem, preprosto poiščem knjigo, ki mi bo dala odgovor na moje vprašanje. In danes vam bom dokazala, da to drži. A gremo kar počasi pogledat, katere vse živalice se skrivajo tule v knjižnem kotičku. Ste za? Ste? A začnemo tule pri... No, kako je ime tej živali? Kdo je to? Mu! Muka, živi običajno na kmetiji in rečemo ji, da vas slišim, krava. Zelo dobro, tole je krava. Tale kravica je bele barve in črne. In tukaj le ima dve roza piki, vidite? Kaj nam krava da? Kaj nam da? Mleko bo držalo. In če imate radi krave, in če bi radi poslušali pravljico o kravi, vam bom pokazala,
Poglejte jo. Knjiga o radovedni Eli govori o radovedni kravi. In kot rečeno, če imate radi pravljice o kravi, prisluhnite pravljici o radovedni Eli. Gremo naprej. Naslednja, s katero vas želim spoznati, je deklica. Poglejte jo, kakšne velike oči ima, pa kakšno lepo rdečo čepico z belimi pikami. Pa rumeno majčko ima oblečeno in modro-zeleno karilo. In tule ima kaj? Katera živalica je tole? Kaj? Ne slišim? Pikapolonica bo držalo. Povejte mi, poznate kakšno pesem o pikapolonici? Poznate? Tisto pika, poka, pika, poka. To poznate? Jaz tudi. Kaj pa, če jo skupaj zapojemo? Ste za? No pa dajmo. Na 3, 4 zdaj, prav? 3, 4, zdaj. Pika, poka, pika, polonica, to sem jaz. Suknica rdeča, nekaj črnih pik, res nisem velika, kot sosedov bik. Toda vsaki me pozna, res najraje me ima. Tole si zasluži aplavz, zelo dobro. Takole, deklica se bo usedla na svoje mesto. In spoznali bomo gospoda, ki mu rečemo, no, kako mu rečemo? Kdo je to? Povodni konj je, drži. Povodni konj. Kaj pa ima povodni konj tule? Kaj so to? Kaj? Ušesa, res je. Kaj pa tole? To so oči. Kaj pa delamo z očmi? Gledamo, bo držalo. Gremo naprej. Od povodnega konja pa k temule. Že poznate pravljico o zverjascu. No, tisti, ki jo poznate, potem veste, da je to zverjasec s čekani in z oranžnimi očmi in z bradavico na nosu in sploh strašen, ampak v resnici sploh ni strašen. Pravljica o zverjascu je ena izmed mojih ljubših. Vam bom pokazala, če še ne poznate. Poglejte. Poglejte jo, pravljica o zverjascu. Ok, gremo naprej. Naslednja živalica, ki vam jo pokažem, je gospa želva. In to je... Želvica je morska žival. Plava globoko, globoko. Tale je zelene barve in tule na hrbtu ima... Kaj ima tule gor? Oklep, res je. In če imate radi želvice, poglejte, vam bom spet pokazala. Poglejte jo. Knjigica o Eli počasneli, o krasni želvici, ki se ji nikamor ne mudi. In ravno zato, ker se počasi premika, vidi in sliši več. Dobro, gremo naprej. Od želvice še k eni morski živali. Kdo pa je ta gospod? To je pa največja žival, ki živi na svetu. To je sinji kit. Res je, tale je temno moder zgoraj in progast spodaj. In če ste ljubitelji sinjega kita, potem morate slišati pravljico o pavžu na potepu na kitovem repu. Vidite, tudi za sinjega kita obstaja pravljica. No, ampak še nekaj, če pa ste ljubitelji morskih živali nasploh, obstajajo tudi takšne knjige, ki se jim reče enciklopedije in je notri napisano veliko, veliko zanimivih stvari o morskih živalih. In tako kot obstaja morska enciklopedija, obstajajo tudi enciklopedije. Kaj vam bom govorila? Vam bom kar pokazala. Obstajajo enciklopedije. Tako visoko so te knjige. Recimo o divjih mačkah. Pa enciklopedija o recimo morskih psih. In ko smo že pri morskih psih, predlagam, da naslednjega spoznamo prav morskega psa. Poglejte ga. Kakšen morski pes,
čudovita morska žival. Zdaj pa moram mečkam pospraviti te knjigice, da ne bomo imeli nereda. Se strinjate? Evo takole. A vi kaj pospravljate za seboj? Ja, res, potem so starši zagotovo zadovoljni. Pospravljate najbrž igrače za seboj, pa svoje knjigice za seboj. Dobro, gremo naprej. Se pravi, sinjega kita smo spoznali, morskega psa tudi in želvo tudi. Kaj pa je skupnega, smo rekli tem trem živalim, da vse tri živijo kje? V morju in zato so morske živali. Zelo dobro. Od treh morskih živali pa k volku. Au! A znate tudi vi kaj zatuliti? No pa dejte, skupaj z menoj, na 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Tulimo! Au! Volkac, povejte mi, iz katere pravljice pa poznate volka? Iz katere? Iz pravljice o rdeči kapici. Že poznate pravljico o rdeči kapici? Lahko jo poslušate na Timi Kids TV. Kar prisluhnite ji, če je še ne poznate. Takole, tega hudobnega volkca najdemo v tejle knjigici. Ampak tale volkec, ki ga imam jaz, pa ni nič hudoben, samo zelo glasen. Gremo naprej. To so pa živali, ki so že zdavnaj izumrle. To sta, kaj sta to? Dinozaura bo držalo. Tale zelen, kako ga imenujemo? To je tiranozaver. T-rex na kratko. Glede, kakšne ostre zobe. Bil je zelo strašen dinozaver. In tole je triceratops, ker ima 3 roge, so mu rekli oziroma so ga poimenovali triceratops. In tale je rjave barve. Veste, jaz sem celo eno pesmico o dinozavrih napisala. Le kdo jih ne pozna v divjini? A poznate to pesmico? Samo začetek vam bom mečkano zapela, prav? Le kdo jih ne pozna, v divjini so doma. Čudna imena imajo, nam jezike zafeclajo. Jaz poznam vse, velike in male dinozavrčke. Najmočnejši med vsemi je tiranozaver bil, strašnimi zobmi ostale je strašil. Požugajmo mu vsi. Ti. No, in tako naprej. Od dinozavrov pa k deklici in fantku. A sta deklica in fantek? No pa poglejmo. Deklica je oblečena v roza krilo. In tukaj noter ima, kako rečemo tej domači živali, to je pujsek je, res je. Hvala, da si nam pokazala svojega pujska. In tole je deček, ki ima, kaj ima? Plišastega medvedka. Medvedek. Hvala lepa, da si delil z nami svojo najljubšo igračo, predvidevam, kaj ne? Tako, se pravi, smo rekli, tole je deček in tole je deklica. Tako. Tamle zadaj se skriva še ena morska žival. Jo poznate? Kdo je to? Rakovica je. In tale je oranžne barve. Je? Pa tukaj le zgoraj ima take rumene pikice. Take velike oči ima. Zagotovo ji nič ne uide, vse vidi, kaj ne? No, kar na svoje mesto. Takole tudi vidva, da boste lahko lepo in v miru poslušala. Gremo naprej. Se pravi, tole imamo. Katera žival ima bodice? In če bi se ga zares dotaknila, bi me zbodle. To je ježek je, bo držalo. A poznamo kakšno pesmico o ježku? No, povejte mi, poznate? A poznamo enako tisto ježek, tega in ja, a jo zapojemo? Na 3-4 zdaj. 3-4 zdaj. Ježek teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti. Jabolka in hruške nabadati hiti. A poskusite z menoj? Gremo še enkrat? No pa dajmo. Ježek teka in se kotali, jabolka in hruške nabadati hiti.
Jabolka in hruške nabadati hiti. Zelo dobro. Od ježka pa uf, uf, hišnemu ljubljenčku. Uf, uf. Kateri hišni ljubljenček laja? Uf, uf, uf. Kuža, res je. No pa dajmo skupaj zalajati. Ste pripravljeni? Na 3-4, prav? 3-4. Uf, uf. Uf, uf. Tako, to je kuža. Tale ima koliko ušes? 5? Ne, nima 5 ušes, ampak samo 2 ušesi. Ima repek in koliko tačk? Koliko tačk ima kuža? 1, 2, 3, 4. 4 tačke ima tale hišni ljubljenček. Krasen je. Gremo naprej. Morskega psa smo že spoznali. Tole pa še ena morska žival. No, a ga poznate? To je kitovec. Poglejte ga, kako je krasen. Kitovec je. Gremo naprej, pa ostajamo še kar naprej v morju. Katera žival pa je tole? A jo poznate? To je orka. Tako, zelo dobro. Koliko živali vi že poznate? Tule pa imamo še eno domačo žival. Poglejte. Kako rečemo tej domači živali? To je kokoš. In če imate radi domače živali oziroma živali iz kmetije, je tale knjigica kot nalašč za vas. Čakajte, vam bom takoj pokazala, poglejte. Tukaj je kokoš že na prvi strani. V redu, kokoška, v redu. Krasna knjigica, v veliko knjigicah se piše in govori o tebi. Tale je sploh zanimiva, poglejte, kaj vse zna. In gre na svoje mesto. Gremo naprej na sivo žival. No, katera žival pa je to? Kako ji rečemo? To je zajec je. Res je, to je zajček. Zajček ima, kaj ima? 2 zelo dolgi ušesi. Zelo dolgi ušesi ima. V redu, zajček, a zajček skače. Pa kaj ima rad? Korenček. Dobro. Samo preverjam, če poznamo ta dejstva. Gremo naprej na... Kdo pa je to? Njega pa sem skoraj prepričana, da še ne poznate. To je Timi. Timi mu je ime. Jaz sem ga sešila. Jaz čisto sama. Kaj ni krasen? Deček Timi je. Ima kapico na glavi, da ga ne zebe. Ima 2 očesi, da dobro vidi. Ima tudi ušeska, ampak jih skriva tule pod kapico, zato da dobro sliši, ker je zelo radoveden in novega znanja željen. Ima šal, da ga ne zebe. Pozimi moramo nositi šal, zato da nas ne bo zeblo v vrat. Ima jopico in jopica ima 3 gumbke. Ima tudi hlače, poglejte, in nogavičke. Timi je fant, ki je poln navdiha in skupaj z njim ustvarjava vsebino za vse vas, ki nas gledate. Hvala, Timi, za vas navdih. Gremo moji levi, je cela druščina fantov in deklet. In vi mi boste pomagali ugotoviti, kakšna oblačila imajo na sebi in kakšne barve so ta oblačila. Še prej pa me zanima, če veste, zakaj sem rekla na moji levi. Ker je to moja leva stran. Tu imam levo roko, zato rečem, da je to moja leva stran. Kaj pa, če bi bile stvari, ki jih želim pokazati tule? Bi rekla, da je to na moji desni strani. Ker je tu desna roka, je zato tudi tu desna stran. Ampak, da se vrnemo na mojo levo stran, kjer je cela druščina fantov in deklet. In vi mi boste zdaj pomagali ugotoviti, v kaj je oblečena tale deklica. Pa začnimo. Kaj ima na glavi? Na glavi ima kapo. Ta kapa jo greje, se pravi, da je ne zebe v glavo. In kapa je kakšne barve? Vijolična, zelo dobro. Kaj pa ima okoli vratu? Okoli vratu ima šal. In šal si je dala okoli vratu ravno zato, da se zaščiti pred mrazom. In kakšne barve je? No, poglejmo. Malo je oranžen in malo je bel. Na sebi ima tudi vijoličen plašč.
Spodaj je oblekla črtaste pajkice in na noge je obula škorance. Deklica je torej primerno oblečena za kateri letni čas? Za jesen ali zimo. Tako, in ko smo ravno pri letnih časih, me zanima, ali že poznate pesmico, ki sem jo napisala o letnih časih. Še ne? Potem pa predlagam, da se jo skupaj naučimo. Pesmico o letnih časih. Poslušate? Dobro poslušate. Okay. Okrogel, razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, vse ti ne zdijo letni časi res prima. Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čof, čof se v vodi hladimo. Jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Ste videli? Tudi s pomočjo pesmice se lahko naučimo veliko novega. Ne le s pomočjo knjigic, čeprav tudi v knjigicah najdete letne čase. A zapojemo še enkrat pesmico. Ste za? Ste pripravljeni? Okrogel, razgiban je naš svet, v nešteto barv je odet. Pomlad, poletje, jesen in zima, se vam ne zdijo letni časi res prima. Spomladi na sprehodih se mudimo, poleti čof, čof se v vodi hladimo. Jesen v listje zavije nas, ko zapade sneg, veselimo se na glas. Na široko le odpri oči, uživaj vsak dan, naj se ti nikamor ne mudi. Nikamor se nam ne mudi, ampak gremo lepo počasi naprej. Poglejmo, v kaj je oblečena tale deklica. No, pa poglejmo, kaj ima. Jopico modre barve in na jopici ima napisano črko B z belo barvo. Spodaj ima roza hlače in na nogicah ima superge roza barve. In jaz bi rekla, da se tole dekle odpravlja v šolo, ker ima na hrbtu šolski nahrbtnik. Bo držalo. Greš v šolo? V šolo boš šla, ampak takoj, ko mi zaključimo tule. Zmenjeno? Roka, roka. In gremo dalje. Takole. Tule je mladi gospodič, fante, ki ima tudi hišnega ljubljenčka. Poglejte, kužka. V kaj pa je tale fant oblečen? Poglejte, bomo takole naredili. Tole deklica je imela majico z dolgimi rokavi. Tale fant pa ima majico s kratkimi rokavi. Res je? Očitno je pomlad. A je pomlad, pa ni tako mrzlo, zunaj pa je lahko v kratkih rokavih. Spodaj ima kavbojke, džins hlače in na nogah ima superge. Zelo dobro. Hvala. Gremo naprej. Imamo še dve deklici in še enega fanta. Takole, tale fant pa ima ravno tako majico z dolgimi rokavi. Kaj pa je tole, kar ima čez? Kaj je tole, kako rečemo? Brezrokavnik, res je, brezrokavnik nas ščiti pred recimo vetrom, mrazom, zaščiti tale sprednji, pa tole zadnji del. Spodaj ima v bistvu hlače, ki so, rečemo bež in rdeče superge. Pa še tole sem spregledala, kaj pa ima narisano tole na majčki, kaj je to? Zvezda, zelo dobro, gremo naprej. Tako. Tole je deklica, kar lepo setkaj. Tole je deklica, ki ima roza krilce, na krilcu pa narisanega mucka. Kako se mucek oglasi? Miau, tako je. Spodaj ima črtaste oziroma progaste pajkice in na nogah take rjave čeveljce. In še ena deklica nam je ostala, da vidim, če bomo znali skupaj ugotoviti, v kaj je oblečena.
Zgoraj ima kratko majico svetlo modre barve, spodaj pa rjave hlače. Kaj pa na nogah? Na nogah ima obute superge. Zelo dobro. Tako, kar nekaj živali smo danes spoznali, naučili smo se tudi kar nekaj oblačil in barv in moja misija za danes je zaključena. Preden se dokončno poslovim, me samo še zanima, s čim se vi najraje igrate. Boste povedali? No, povejte mi, poslušam. Ja, dobro. Res? Kako domiselne ideje! Wow, tudi jaz bi se igrala z vami. Zelo dobro. Kakšna pisana druščina ste vi in kakšne res zanimive ideje za igro imate. Krasno, kar tako naprej. Ampak veste, česa ne smete pozabiti? Na branje. V knjigicah se skriva ogromno znanja. Zato vsak večer prisluhnite pravljici. Ta vam bo zagotovo obogatila besedni zaklad. Vemo, kaj pomeni obogatiti besedni zaklad. To pomeni, več kot boste brali, več besed boste poznali. In več besed kot boste poznali, se boste lažje z stavki igrali. A ne? Več besed kot poznate, lažje se boste pogovarjali, lažje boste izražali svoje mnenje, lažje boste na glas povedali to, kar se vam zgodi v glavicah. Zato berite, berite, berite. Prav, ko pa nimate časa za branje, prižgite pravljico na Timi Kids TV. Zmenjeno. Evo, roka, imamo dogovor. Zdaj pa objem, poljubček in pa do prihodnjič. Dober večer, otroci. Danes pred spanjem prisluhnite pravljici o dveh račkah in želvi. Sprosti se, bodi tiho kot miška in poslušaj, pozorno prisluhni pravljici o želvi, ki je živela v globokem, kristalno čistem tolmunu. Vse do tistega dne, ko se je pripetilo nekaj zelo nenavadnega. Te zanima, kaj se je zgodilo? Prisluhni. Takole je bilo. Pred davnimi časi je v daljni deželi, kjer je bilo zelo vroče, živela želva. Že leta je leno plavala v tolmunu in se sončila na enem od velikih gumijasto-zelenih lokvanjevih listov, ki so prekrivali vodno površino. Tu in tam je za kosilo ujela pisanega kačjega pastirja ali pa je poskusila ujeti debelega hrošča. Njeno življenje je bilo mirno in lepo, vse do tistega poletja, puščavsko vročega in suhega poletja, ko ni padla niti kaplja dežja, sonce pa je svetilo tako močno, da je tolmun začel usihati. Hlapel je kapljico za kapljico in izginjal. Vsak dan je bil bolj suh, vse manjši in manjši je bil, dokler ni bila voda že tako nizka, da se je želva morala odločiti, da si poišče nov dom, preden tolmun popolnoma izhlapi. A kako naj najde novo bivališče? Zgodaj zjutraj, nekega dne, ko je sonce razsvetlilo svetlo modro nebo, se je želva odpravila iskat pomoč. Ni dolgo hodila, ko je zaslišala dve rački, ki sta se glasno oglašali, ko sta leteli mimo. Hitro je zaklicala za njima. Rački, hej, vedve tam zgoraj, prosim, pomagajta mi. Tolmun, v katerem sem bila doma, se je posušil. Prosim, ponesita me k novemu, takšnemu, v katerem je voda. Kako pa naj to storiva? Sta odgovorili rački. Medve letiva po zraku, ti si pa tam spodaj, na zemlji. Pripetilo pa se je, da se je ravno v tistem trenutku želva spotaknila čez palico, ki je ležala na poti.
Kaj pa, če bi vsaka na eni strani s kljunčkom prijela to palico, jaz pa bi se je z usti držala na sredi, je zaklicala. Tako bi me lahko prenesli v nov tolmun. To je pa dobra ideja, sta se strinjali rački in pristali na tleh ob njej. A obljubiti nama moraš, da vso pot ne boš odprla ust. Želva je obljubila, da bo ves čas tiho. Rački sta s kljunčkoma prijeli palico, vsaka na eni strani. Želva pa se je z usti obesila nanjo. Rački sta odleteli proti novemu tolmunu, ki se je lesketal v daljavi. Med potjo sta leteli preko polja, kjer so se igrali otroci. Ko so zaslišali plahutanje kril, so se ozrli v nebo in se začeli na ves glas smejati nenavadnemu prizoru, ki so ga zagledali. Glejte, je zakričal deček, kaj tako smešnega še nisem videl. Raci, ki nosita želvo na palici, počil bom od smeha. No, to je želvo neznansko razjezilo. Čeprav je bilo vse skupaj verjetno res videti nenavadno, je zato vendarle obstajal tehten razlog. V jezi je nadrla otroke. Neumneži, neumni, nič vam ni jasno, pojma nimate. Želva, ki je v jezi odprla usta, je padala skozi soncem obsijano nebo v globino, dokler ni treščila na tla. Au! Je zakričala in si pogladila bolečo potolčeno glavo. Ko se le ne bi razburila zaradi tistih otrok, drugič bom dvakrat premislila, preden bom kaj rekla. Vse prepogosto v jezi nepremišljeno izrečemo nekaj, kar ima hude posledice. Modrec dvakrat premisli, preden spregovori, in molči, kadar ne more izreči prijazne besede. Modrec ima prav, tudi mi moramo dvakrat premisliti, preden spregovorimo. In morda je res bolje, da molčimo, kadar ne moremo izreči prijazne besede. Zdaj pa le zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, zjutraj pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč. Timmy, Kids TV. Tri, dva, ena, akcija. Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Hi, I'm Tim, Dino Researcher. Hi, Tim. So what's your name? My name is Diana. Okay, let me show you Diana. So, this is a Dilophosaurus. Can you guess why he has these frills? I have no idea. That's why these frills come out when he does venomous spit. Oh, wow. He is very dangerous. He eats meat. Okay. So if he will be around, he could actually eat you, Diana. Oh my So God. good thing he's extinct. Yes, very good thing. Okay, so next we're going to check out this pterodactyl. Look. So I actually can't find the downer jaw, but this is actually better because look what I can do. Oh, wow. I can bend his head down and up. Amazing. And his wings move, head move. What did he eat? He eats fish. Let's move on. Okay. Next we're going to be checking out the Megaspinosaurus. Wow. Here are his mouth. Here are his eyes. Here is his spine. Here is his tail. Here are his legs. Here are his arms. What did he eat? Meat. Oh, okay. And if he would be around, he could eat you. Just one snap and you're in his belly. Okay, let's move on. Okay, next you'll be seeing the Parasaurolophus. Okay. So he's not dangerous, he eats plants. Okay. But with this quest might look gentle, but it's no joke when it comes to defending himself. He uses this as a shield, and then he can punch you away with it.
This is like a sealed horn. Sealed horn. Boom. Okay, what's next? This is a Deinosuchus. Deinosuchus. I'm not familiar with him. Can you tell us a little bit more? Can you guess why he's got these spikes? I have no idea. Tell us. So when he strikes his tail to kill his food, he get these spikes launch on into the prey and then prey the item. Oh, okay. That's why he's got these spikes here. Okay. Okay, let's move on. Okay. Show us another. Stegosaurus. Okay. Here are his plates, his spikes. Can you guess why he's got these plates and the spikes? I really don't know. Can you tell us? Because actually the plates are when if someone bites onto the plates, their teeth fall out. Whoa. Really strong plates, right? Yes. And next, if he swings his tail in another dino, he can die. Oh, That's why be very careful if you see one. okay. Good thing they're dead. Okay, let's move on. So now I have only meat eaters. I mean, I do have one more herbivore, but I'm gonna do the last two ones. Okay, here is the mighty Baryonyx. Oh my god. So the Baryonyx has these like sharp claws. Can you guess why? I really don't know. Can you tell us? Because a Baryonyx could actually climb a tree. Just kidding. But Okay. I really don't. Wait, I think I know why he's got these sharp claws. To catch fish, of course. To catch fish. Okay. And why does he have these sharp teeth? For eating them? Yes, for eating the fish. Yay! Next, they're checking out the Triceratops. See these horns and frill? Can you guess why they're on his head? For protection? Of course. So the horns are like 3 swords. Wow. And the frill is like a shield. Like a shield. Okay. Yep. So and these tiny horns around here are like swords connected on a shield. Very good. That makes him a very protective one. Next, we're gonna be checking out this guy. Can you guess who he is? Look, he's Is he a cat? Nope. Oh, okay. Is he a tiger? Nope. Eh. A tiger is a type of cat. Oh, okay. Look, Who's that? look, he's got markings here. Oh, okay. This is actually blood coming out. Oh, poor little thing. No, but he's a really dangerous dinosaur. See, got teeth. He didn't even die. These are just 2 little markings. Okay. And So what's his name? Tyrannosaurus Rex. But there's also someone that the Tyrannosaurus Rex fight with, Indominus Rex. The Indominus Rex is a type of T-Rex, but with spikes here on his head, and he's white. Okay. But T-Rexes are not white. See, only their teeth are white. Okay. And the Indominus Rex's teeth are brown. Okay. I mean yellow. Okay. Next, I have no more dinos. So we finished? Yes, we finished. A hug, a kiss, and bye-bye. Don't forget to hit the notification button. So don't forget to click more of my awesome videos, the dinos. Bye. In dobrodošli na TV Kids TV! V moji družbi ponovno 3 sovoditeljice,
ki mi bodo pomagale pri ustvarjanju. Pa ne samo meni, tudi vam. A se spomnimo, kako jim je ime? Ula, Gaja, Larisa. In kaj bomo danes počeli? Danes bomo ustvarjali s permanentnimi markerji. A vsi vemo, kaj so to permanentni markerji? Ne. Kaj je to? Ok, to je, se pravi, permanentni marker pomeni, da z njim lahko rišemo na različne površine in bo tam tudi ostal, se pravi, ga ne moremo A zbrisati. tudi čez vodo polijemo. Tudi čez vodo polijemo. Se pravi, s permanentnimi markerji lahko rišemo na les, steklo, kamen, na blago, pa seveda tudi na papir. Danes bomo mi ustvarjale personalizirane izdelke, to pa zagotovo veste, kaj pomeni. Ne. Kaj pomeni personaliziran izdelek? Ne vem. A vam pomagam? Ja. Ok, personaliziran izdelek pomeni unikaten izdelek. To pa vemo, kaj pomeni, a ne? Unikaten izdelek. Tudi ne vemo. Ok, bom spet malo pomagala. Unikaten izdelek pomeni, da je samo en. En tak in ne najdeš ga nikjer drugje. Naprimer, da samo jaz naredim en lep metilček, ti pa samo eno mavrico in to ne najdeš nikjer. Resnica. Ja. In danes boste punce ustvarjale svoje unikatne izdelke. Peresnice oziroma vrečke za copatke. Zdaj pa takole, ker jaz ne vem, otroci, vi doma imate take preproste vrečke za copate oziroma take preproste peresnice, predlagam, da vzamete kakšen zvezek oziroma list papirja. Namreč, skupaj se bomo naučili tudi narisati. Narisati. Metulja. Tako je. Se pravi, Zulo vaju bova naučili narisati metulja, medtem ko bosta Gaja in Larisa ustvarjali svoj personaliziran, unikaten izdelek. Ok, damo vam kaj? Damo eno minutko, da si gredo iskat svoje stvari, se pravi, greste po flomastre, barvice, budilke, s čimerkoli že najraje ustvarjate, pa en list papirja oziroma zvezek, v katerega najraje rišete. Kako mi damo minutko? 3, 4. In minutka je mimo. Gremo ustvarjati. Ok, Ula, boš risala na peresnico ali na vrečko za copatke? Vrečko za copatke. Ok, takole. Bom prvo Na vrečko za copatke. Tudi. Ok, se pravi, peresnice bomo shranili za nekoliko pozneje. No, poglejmo. Mastri so! Ni zmaja, ni krokodila, ampak samo en kup enih krasnih barv, permanentnih markerjev, s katerimi bomo ustvarjali. Kot rečeno, Gaja in Larisa ustvarjata Pa svoje nekaj? svoja tako personalizirana izdelka, midve z Zulo pa vaju bomo popeljali od napotka do napotka, se pravi od številke 1 pa do številke 8, da skupaj narišemo metulja. Ula, si pripravljena? Ok, medve bova začeli, se pravi z napotkom številka 1 in sicer bo treba krog narisati. V ta namen imava tudi ravnilo, tudi vi lahko vzamete ravnilo, lahko pa v bistvu rišete prostoročno. Zdaj gre pa narisati. Lahko, kar izberite si svojo najljubšo barvo oziroma barvo, s katero boste začeli. Otroci, se pravi vsi tisti, ki boste z mano in z Ulo risali metulja, se pravi napotek številka 1 pravi, da narišemo najprej krog. Kot rečeno, rišete lahko v bistvu na list papirja, sploh ni nujno, da na vrečko za copatke oziroma na peresnico. Ok, Ula že ima krog, a veste, da že imate tudi kakšno idejo, kaj boste risali? Jaz sem... Mačko? Dobro. Jaz še čist ne vem. Boš Imam pa še- v mislih, da naredim od balerine copatke. Ok, kar akcija punci, vzemite si svoj čas, enako velja za vas. Tako da, medve sva pa že krog narisali, drži, oziroma ti si ga narisala, jaz sem pa dala na pot. A lahko tudi jaz ravnila tako? Lahko seveda, ko ga Ula odrabi, ki boš kar posodila, prav? Ok, gremo naprej. Napotek številka 2 pravi, da narišemo metuljčku oči in usta. Zakaj potrebujemo oči? Da vidimo. Dobro, kaj pa usta? Da govorimo. Pa da jemo, pa da pijemo, da okušamo. pojemo. Da pojemo, dobro, ok. V redu, a greva naprej, si že Ula? Dobro, a bova malo pokazali? Mi daš malo vrečko, prosim? Poglejte. Luštan, gremo naprej. Ok, napotek številka 3 pravi, da metuljček dobi, kaj dobi? Tako. Tipalke, tako. Dajmo metuljčku narisati tipalke. Zelo dobro. Ok, smo pripravljeni na napotek številka 4. Ula si, gremo na napotek številka 4. Naš metulj dobi trup, tako je.
Aha, vidite v nastajanju. Dobro, gremo naprej na potek številka 5. Da metulj lahko leti, potrebuje Krila. tako je. Krila, jaz običajno rada rečem, da narišemo v obliki Kapljice. kapljice, tako. Kako gre vama? Super. Odlično. Jaz bom narisala take vzorčke, pa noter bom tako barvala v teh vzorčkih. Odlično, kaj pa med temi vzorčki se skriva tudi kakšna oblika? Ja, No, katere oblike? krog, pa pol je to 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotnik, pa kako se to imenuje? Oval Oval, pa trikotnik, pa štirikotnik. oziroma kvadrat. Ja, kvadrat. Tako, krasno. Ok, kar nadaljujte. A bomo pogledali še Larisi? Larisa, lahko pogledamo še ti, kaj si. Evo, kar lepo nadaljuj. Medve z Ulo pa tudi nadaljujeva. Aha, na potek številka 5 v krila narišeš še Še 2 krog. kroga. Tako. Se pravi, na potek številka 5 metuljčku narišemo oziroma narišete še 2 kroga. Gremo na napotek številka 6, kjer v te manjše kroge, ki smo jih nazadnje narisali, narišete še manjše kroge. Če pa so krogi tako majhni, da kroga ne morete več narisati, narišite samo 2 pikici, ok? In spodaj dodamo še 2 kril. Tako da bo metuljček res lahko letal z cveta na cvet. A poznamo kakšno pesmico o metuljčku? Ja. Ja, a znamo celo? Ker jaz ne znam. Jaz znam celo. Jaz sem šla po telefon, zato da sem poiskala besedilo, da lahko zapojemo celo od začetka do konca in da nam otroci priskočijo na pomoč. Kaj pravite? Ja. Ok, a smo pripravljene? Ja. 3, 4, Dol. Metuljček, cekinček, ti potepinček, kje si pa bil, kje si pa bil? Pri majceni cvetki, drobni marjetki, medek sem pil, potem ko želodček, poln kot sodček, bil je nalit. Sem rekel marjetki, drobceni cvetki, zdaj sem pa sit. Jej! Super smo, mi smo glasbena skupina. Glasbena skupina? Ja. Kako nam je pa ime? Metuljke cekinke. Ja. Ok, Ula, gremo naprej k napotku številka 7. Kaj nam manjka? Manjkajo nam še 4 krogci, tako, oziroma pikice, odvisno koliko velikega metulja ste narisali, se pravi koliko prostora pravzaprav imate za risati. In potem je še napotek številka 8, kjer metulju narišemo še ti 2 črti pri trupu. Drži? Otroci, ste videli še 2 črti pri napotku številka 8. Ok, metulje smo narisali, kar nam še ostane je, da ga pobarvamo, če seveda želite. Tule v... Prosim? Polžek je še tukaj zraven narisan, lahko bi ga poskusili narisati, ni pa nujno. Načeloma smo se danes naučili narisati metuljčka, če pa želite še polžka poskusiti. Ula, a bi poskusila še polžka? Tega znam. Znaš narisati? Odlično. Evo, Ula bo narisala še polžka, vi pa tudi lahko narišete še polžka Ne bom narisala. na svojo risbo, zmenjeno. Ok, napotke iz knjige Čiv Čav smo preleteli. Poznate knjigico Čiv Čav? Da vam pokažem, poglejte. Za vse tiste, ki niste tako spretni pri risanju, recimo za takšne kot sem jaz. Pa tudi za tiste, ki so spretni. No, pa tudi za hočejo tiste, naučiti seveda pa se hočete še več naučiti, je knjigica Čiv Čav idealna. Ampak recimo jaz sem že večkrat povedala, da ne znam risati, res ne znam risati in brez knjigice Čiv Čav. Jaz tudi metuljčka ne narišem. Ja, vem. Ampak ne moramo biti dobri čisto na vseh področjih. Je tako. Nekaj nam gre malo bolje, nekaj malo slabše. Tako, kot rečeno, permanentne markerje lahko uporabite na različnih površinah. Uporabite domišljijo, pa boste videli, kam vas bo ta popeljala. Punce imajo še kar nekaj dela, zelo so ustvarjalne. Jaz jih samo občudujem.
Morda se jim naslednjič pridružim pri ustvarjanju. V bistvu to sploh ni. Ok, kako nam gre? Kako daleč smo z ustvarjanjem? Zdaj sem jaz takole, jaz bom še tole pobarvala. Dobro, ok, Mucek tudi napreduje, Mjavko. Pa Metuljček tudi, pa en kupenih srčkov, a jaz prav vidim. A bomo malo pokazali? Ja. No, Mucek, srčki, metuljčki, oblike, krasno. Ok. Ustvarjanje nam lahko vzame kar nekaj časa, tako da, ko ustvarjate, naj se vam nikamor ne mudi. Ja. Tako, dragi otroci, danes smo se naučili veliko novega. Naučili smo se, kaj pomeni permanentni marker. Se pravi, to je marker, s katerim lahko rišemo na različne površine in slika bo tam ostala zavedno. Naučili smo se, kaj je to unikatni izdelek. Prosim, punce, pokažite unikatni izdelek. Tako, se pravi, unikatni izdelek je izdelek, ki nima svojega dvojnika. Naučili smo se pesmico o metuljčku, cekinčku in naučili smo se narisati metulja. Se pravi, vsak dan nekaj novega in zanimivega. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Vi pejte ustvarjati naprej po svoje. Se mi tudi. Tako, me bomo pa ustvarjali naprej naše unikatne izdelke. Vse še, kar naredimo je... Smo pripravljene? Objem, poljubček in pa do prihodnjič! Dober večer, otroci. Čas je za pravljico. Danes bodite ekstra previdni, kajti prihaja cvetača. So ušeska napeta? Potem pa začnimo. Cvetača, brokoli in špinača so se z drugo zelenjavo drenjali v prenapolnjenem hladilniku. Nihče se ni zmenil zanje, zato je cvetači nekega dne prekipelo. Uprimo se, je pozvala k uporu. Brokoli in špinača sta se takoj strinjala. Zelje, solata in korenje pa so sprva malce omahovali. Potem pa so tudi oni pristali. Kajti v zadnjem času so hladilnik neusmiljeno bombardirali številni namazi, majoneze, hrenovke, siri in salame. Tega imam dovolj, se je jezila cvetača. Če ne bomo česa ukrenili, bomo pristali v košu za smeti. In tako so združili moči. Cvetači se je nekako uspelo prebiti v prednjo vrsto v hladilniku, od koder jo bodo zlahka opazili, ko se bodo odprla vrata. Na položaj, jih je opozoril brokoli, ki je prvi zaslišal korake pred hladilnikom. Že v naslednjem trenutku so se vrata na široko odprla. Tukaj sem, je kričala cvetača in se stegovala naprej, da bi se skoraj preklala na pol. Tudi špinača, ki je tedaj ravno plezala čez goro namazov, je zakričala. Mar si slep? Je krilila s košatimi listi. Poglej, kako sem lepa in zelena, se je drla na vse grlo. Toda zaman. Hladilnik je zapustila salama. Brokoli, ki je bil stisnjen nekje zadaj, je bil čisto obupan. Vedel je, da ima sam še dosti manj možnosti, kot sta jih imeli njegovi prijateljici. Morda bi pomagalo, če se oprimemo salame, se je z druge strani hladilnika oglasil korenček. Ha, se je nad idejo takoj navdušil brokoli. Poskusil bom. In se je pri priči oprijel kar najbližje hrenovke. Ob meni nimaš nikakršnih možnosti, se mu je posmehovala hrenovka. In prav zares, ko so se v času kosila vrata hladilnika spet odprla,
je bila na vrsti prav ona. Brokoli se jo je tako močno oklepal, da so mu vitamini v žilah poskakovali kot na trampolinu. A že naslednji hip so se nadenj spravili neusmiljeni prsti in ga porinili v zadnji del hladilnika, kar med margarino in sirni namaz. Presneto je bil nejevoljen brokoli. Tudi cvetača in špinača sta se od silnega naprezanja za pozornost sesedli kot kupček nesreče. Saj vendar nihče ob takšni izbiri hrane ne more ostati zdrav, se je jezila špinača. Stavim, da nas bodo opazili šele takrat, ko bomo že pošteno nagniti, je bila užaljena cvetača. A predtem bodo v zrak izpuhteli vsi naši vitamini, se je obupu pridružil še brokoli. Tudi korenje, ki je moralo svoj prostor braniti pred vsiljivo pašteto, ni imelo razloga za veselje. Že več dni se ni nihče spomnil nanj. Toda v času večerje se je v hladilniku spet prebudilo upanje. Vzemi mene, je prvi planil brokoli. Skrbim za zdravo srce, kajti samo zdravo srce te bo poneslo tja, kamor si želiš, je hitro dodal. Vzemi mene, se je glasno ponujala špinača. Skrbim za moč, je rekla. Samo kadar si dovolj močan, lahko počneš, kar si želiš, je dodala. Izberi mene, je pohitela tudi cvetača. Skrbim za dobro kri, kajti če imaš dobro kri, zagotovo ne boš imel velikih skrbi, je rekla prepričljivo. Jaz pa delam za zdrave oči, se je oglasil korenček in se stegoval prek paštete. Z njimi boš videl čudovite stvari, je obljubljal. Midva bova poskrbela, da boš dobro spal, sta rekla zelje in solata. Kajti samo dobro spanje ti bo prineslo tudi lepe sanje, sta trdila. Ob teh zelenjavnih besedah so se v hladilniku vsi, razen zelenjave, pošteno zabavali. Še posebej majoneza, sir in salama. Za manj se trudite, so se jim posmehovali. Enega izmed nas bodo izbrali, je bila prepričana majoneza. Toda brokoli, cvetača, špinača, korenje, solata in zelje so kljub temu od silnega pričakovanja komaj zadrževali dih. Lahko, da se tokrat motiš, je majonezi zabrusila cvetača. In po hladilniku se je razlegel gromki smeh, kajti tega ni nihče verjel. Kakorkoli že, takoj zatem se je zgodilo. Groza! Ni mogel verjeti brokoli. Pašteta? Pašteta? Se je čudil. In saj ne more biti res, je razočarano vzkliknila tudi špinača. Zraven pa še sirni namaz. Zelje je sililo na jok, cvetača pa je imela vsega dovolj. Nekako se ji je uspelo zriniti na rob in se je tik preden so se vrata hladilnika zaprla, skotalila na tla. Ha, je zamrmral tisti pred vrati in jo pobral. Potem jo je podržal v rokah. Zelenjavna juha, je glasno razmišljal. Ja, so bili navdušeni cvetača, brokoli in korenček. Juha! So kričali vsi v en glas. In po kratkem omahovanju sta morala pašteta in sirni namaz nazaj v hladilnik. Hura! Hura! Se je slišalo iz hladilnika. Prav zares so si dali duška vsi, ki so v sebi zadrževali vitamine in minerale. Zdaj je bila na vrsti zelenjavna juha. Še midva, sta glasno poskakovala zelje in špinača. In tudi njima je uspelo. Zadnji trenutek sta se pomešala v solato. In tako se je zgodilo. Po nadvse okusni večerji je sledilo spanje. Potem pa še
čudovite sanje. Prav takšne, kakršne sta obljubljala zelje in solata. A tudi špinača, brokoli, cvetača in korenček so izpolnili, kar so obljubili. In za nagrado so prvo vrsto v hladilniku dobili. Kako pogosto pa se na vašem jedilniku znajde zelenjava? No, mogoče, ko vam preberem vsa ta dejstva o zelenjavi, si jo boste večkrat privoščili. No, naj hitro preberem. Ali veš, da cvetača vsebuje veliko vitamina C in folne kisline, ki je potrebna za dobro kri, in da vsebuje tudi veliko mineralov, med katerimi je najpomembnejši kalij? Ali veš, da je cvetača nizkokalorično živilo in lahko prebavljiva ter hkrati krepi imunski sistem in preprečuje okužbe? Ali veš, da brokoli zaradi vsebnosti številnih koristnih sestavin spada med najkvalitetnejša živila? Ali veš, da brokoli vsebuje številne antioksidante, ki skupaj z vitaminom C varujejo oči pred poškodbo prostih radikalov, ki jih povzroča ultravijolična svetloba, in da varuje srce, saj vsebuje številne rudnine in vitamine? Ali veš, da je špinača eno redkih živil bogatih z vitaminom K, ki je pomemben za zdravje kosti, pa tudi za zdrave oči? Da špinača skrbi za moč in vsebuje številne antioksidante, vitamine in minerale? Ali veš, da korenje krepi imunski sistem in z vsebnostjo beta-karotena varuje pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali? Ali veš, da korenje med drugim izboljšuje vid, pomaga proti glavobolu, revmi, zvišanemu sladkorju, čiščenju krvi in zdravljenju kožnih bolezni? Ali veš, da je zelje bogat vir mineralov, selena, kalija, železa, magnezija, žvepla in bakra, ter vsebuje ogromno vitamina C? Ali veš, da zelje poskrbi za razstrupljanje, zmanjšuje količino holesterola v krvi, spodbuja prebavo, skrbi za zdravo srce in ožilje, izboljšuje spomin in koncentracijo ter poskrbi za dober spanec? Ali veš, da zelena solata zaradi svoje sestave in vsebnosti vitaminov in mineralov poskrbi za hitro presnovo, pomirja, krepi možgane in živce ter pomaga pri kašlju? Ali veš, da zelena solata izboljšuje delovanje srca, varuje ščitnico, z vsebnostjo magnezija pa obnavlja mišično tkivo in je odlična proti nespečnosti? Koliko dobrih lastnosti ima zelenjava! Zato, otroci, poskrbite, da jo jeste vsak dan znova. Zdaj pa hitro, hitro zaprite oči, z mehko dekico se pokrite, jutri pa se spet k meni vrnite. Objem, poljubček in lahko noč.